Kdo pravi, da mora biti popolno? Moje ime je Aleksandar in današnje coaching vprašanje vas spodbuja, da greste naprej v akcijo, tudi če mislite, da ni popoln čas, tudi če mislite, da nimate še vsega znanja, tudi če mislite, da nimate še vsega vedenja. Današnje coaching vprašanje naj vas spomni, kako ste začeli hoditi, ko ste bili še otroci. Se spomnite? Naredili ste par korakov in ste padli, naredili ste par korakov in ste padli. Ne morete biti na začetku popolni in ne morete biti popolni, če ne začnete. Vse, kar rabite, je, da s tem, kar imate zdaj na voljo, naredite en korak in zaupate, da boste se nekaj naučili ali pa uspeli. In potem naredite še en korak, ker se boste spet nekaj naučili ali uspeli. In če pogledate, je z vsakim korakom novo učenje, nova priložnost za zmago, nova priložnost, da naredite preboj. Kdo pravi torej, da mora biti vse popolno? Kdo pravi, da mora biti trenutek popoln? Kdo pravi, da morate biti vi popolni? Kdo pravi, da morajo biti okoliščine popolne? Vzemite ali pa vzemite ta trenutek in naredite popolnega. Naredite vse, kar lahko naredite s tem, kar imate na voljo v tem trenutku. Zaupam v vas, verjamem v vas. Sedaj pa prosim, klikajte na like, če se strinjate z mano, da popolnost oziroma perfekcionizem uničuje sanje, uničuje cilje. Ljudje, ki so perfekcionisti in skozi čakajo, da bo pravi čas, pravi trenutek, vse popolno, so ljudje, ki ne dosegajo rezultatov, ki bi radi dosegali v svojem življenju. Zato klikajte na like, pomagajte mi pomagati večjemu številu ljudi. Klikajte na like zdaj, komentirajte, če se strinjate z mano in komaj čakam, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanju. Hvala, ker ste.